Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, če mislite, da so neke take romantične zgodbe, lepe zgodbe, plod domišljije, da so iluzija, naj vam povem, da obstajajo. Danes čudovita zgodba Alenke Medič, ki je pravzaprav urednica programa na TV3 televiziji, začela pa je leta in leta nazaj na recepciji pravzaprav. Izjemen napredek, pa to ne zaradi tega, ker ima lepo postavo, pa ima blond lase, ampak zaradi tega, ker ima tiste kvalitete, ki si jih vsakdo želi. Doslednost, vztrajnost, samoiniciativnost, intuicija, pripravljenost na delo, volja, motivacija in tako naprej. In ja, moramo reči, da je bilo, kar hitro se je vse zgodilo pri Alenki in ko bo tole gledala, ko boste tole vi, tale trenutek, ki spremljate to v oddaji Klepet ob kavi, naj vam zagotovostjo povem, da je Alenka že povila svojega sinčka. Ujeli smo jo namreč danes, na ta snemalni dan, nekaj dni pred njenim rokom. Pravi čas je prišla, upam, da se bo pravi čas tudi ostalo dogajalo, kar naprej. Jej, zdravo! Moraš vprašati najprej, če lahko, ne? Ker to vsi hočejo neki, ne? Meni kar paše to, moram priznati. A ti paše? Ja. Tako da lahko. Je fajn napeta, ne? A si žogico pojedla? Sem, ja. A to je javno znano, da lahko povemo spol? Ja, lahko. Mislim, tudi jaz sem bila zelo radovedna, no. Jaz nisem pač ena izmed tistih, ki čakajo do rojstva, da zvejo spol, in sem že pri nuhalnem pregledu čakala, da mi pove spol, pa ni bilo čist prepričljivo, no, tako da smo počakali pa še na morfologijo in potem so potrdili 100% fantek in pravijo tudi, da ko enkrat potrdijo, da naj za fantka, no, da naj bi bilo to. Da naj bi bilo to, ja. Veš, kako bi rekli mi v Savinjski? Pjeb bo. Pjeb. Ja, pjeb bo. Pop, ja. A veš, rečejo, saj nima veze, kaj bo, samo da bo pjeb zdrav. Ja, no, tako, ja. Mislim, za očete mogoče kakšne zelo fajn, ampak moram priznati, da mogoče za en odtenek sem si želela punčko. Ja. Tako da ko so enkrat 100% potrdili, da bo fantek, sem se pač sprijaznila. Pa se imaš nečakinjo, pa imata tako tesen odnos. Tako da še vedno imaš oboje na nek način. Alenka, kar konkretne izzive si imela v svojem življenju, na zasebnem področju, pa sej imamo vsi na vseh področjih izzive, mogoče si ti imela še posebej težke, ampak vseeno si bila pa v življenju vedno blagoslovljena tudi s takimi pravličnimi stvarmi, ne? Začela si na recepciji, dejansko na TV3, danes si urednica programa, to je velik preskok, ampak je tudi dolgo časa trajalo dejansko, da si prišla do tega. Ja, ni vse čez noč, pa se mi zdi, da ne vem, sploh na začetku, ko si še mlad, pa mogoče študiraš, nisi toliko samozavesten, sam vase, okrog tebe so že malo starejši, imajo več znanja in pač si tudi sam ne upaš nekaj postavljati, sam sebe v ospredje in rajš počakaš v ozadju, se učiš, opazuješ. Vedno sem bila mnenja, da dober vodja, direktor ali kakorkoli je tisti, ki res pozna vsa področja nekega dela in potem, ne vem, lažje tudi upravlja, ne vem, tudi vodi ljudi in ve, zakaj se gre, ker bo točno vedel, kje so kakšne napake, kje se delajo. Tako da, ja, se mi zdi, da je bil ta proces malo dolgotrajnejši. Nikoli si nisem mislila sicer, da bo se pot mi takole odvila, ampak sem vesela, da se je, tako vse na tem področju, ker moram reči, da pač meni delo v življenju res tako eno stabilnost predstavlja, ker so mogoče kakšni drugi stebri bili malo bolj nestabilni, tako da mi je bilo to kar dosti pomembno. Eden od teh stebrov je bil absolutno tudi partner, a ne? Celo to izkušnjo si imela v preteklosti, kako se reče temu v slovenščini, long distance relationship, zveza nadaljavo. Nadaljavo. Kako se je to išlo, oziroma ne kako se je išlo? Eni rečejo, to ni mogoče, drugi rečejo, to je mogoče. Kaj pa ti misliš?
Zdaj, ja, ni dolg nazaj, no, ko sem imela to izkušnjo in ko si enkrat v tej izkušnji, vsaj jaz sem tega prepričanja, da recimo pri zvezi, vedno sem mnenja, da je vse mogoče, no, tako da tudi meni zveza nadaljava načeloma psihično ni predstavljala težav. Je pa seveda pomembno, ne, tudi s kom si. Ne rečem, da bom zdaj krivila partnerja ali pa kakorkoli. Sva imela čudovite 2 leti in pol. Nizozemska, Slovenija, gor in dol. Ne vem, upanje, da bo to uspelo, seveda brez tega ne gre. Moram reči, da je kar naporno. Celo nizozemsko si se učila nekaj? Nizozemsko sem se učila, pač jezik je neke vrste ovira, ker se pač res ne moreš sporazumevati tako, kot bi se hotel, vsaj na čustvenem področju, pa če daj kakšne stvari. Ne moreš skomunicirati, no, tako, kot bi lahko v materinem jeziku. Potem daljava, ne, pač na začetku sem imela tako srečo, da on je imel, no, tako službo, da je lahko delal od kjerkoli je želel, tako da sva potem lažje usklajevala in sva lahko malo več časa preživela skupaj. Tako da recimo, no, da sva enkrat na mesec po teden, 2 preživela skupaj, no. Zanimiva izkušnja, vsekakor nisem imela in se mi zdi, da je tak, ne. Veliko ljudi se mi zdi, da s temi pa Facebooki, pa Messengerji, pa ne vem kaj še vse, ne, pa se tudi tak prek interneta pa pol se grejo, ne, tak malo nadaljavo. Ampak vendarle tvoja zgodba, ljubezenska zgodba, tisti moški, ki ti je ukradel srce, ne, ker rečejo, recimo ženske so včasih leta in leta z nekim človekom, pa so v zvezi, pol grejo pa nazaj, pa se nič ne zgodi, neki napredni nadaljni koraki, ali da se preselijo, ali da zanosijo, ali kakorkoli, ampak ko srečaš ta pravga. Ja, jaz moram reči, da mogoče nisem imela neke sreče v ljubezni, vsaj tako sem imela občutek, no, ker nekako se ni šlo do zdaj. In stara sem 33 let, pač vedno zveza, začenjanje, pa potem proces, pa pol zaključiti, tako je bilo kar nekaj takih procesov, pa ti pol včasih malo pustijo kakšne brazgotinice. Ja, ne vem, ali pa izkušnje, no, saj tudi to je vedno je šlo na boljš, bom rekla. To je dobro. Ja, to je dobro. Potem pa, ja, pa se pa kar zelo na hitro zgodilo in nisem bila čist sigurna v te zgodbe, ko so mi kakšne prijateljice govorile, se boš videla, potem pa pride kar naenkrat nekdo in se vse na hitrco zgodi in puf, in evo, to se je res zgodilo. Ne, ker jaz sem to zadnjič tvojo zgodbo pravila eni prijateljici, ki je čisto obupana v ljubezni, ni več dobrih moških, ne, pa tak. In sem ji povedala to tvojo zgodbo, pa je rekla, lej, ne mi bučk prodajati, nehi me tle filati z nekimi iluzijami, tega ni. Pa je skupaj, pa moraš spoznati Alenko, to dejansko je. Ja, je, mislim, res, da globoko sebi nisem nikoli obupala nad to zgodbo ali pa nad to možnostjo, da se to lahko zgodi. Je pa res, da starejša, ko sem bila, težje je bilo to sprejeti, ker sem vedela, da je starejša, ko sem, starejši so tudi fantje, ki jih spoznavam, ker pač zdaj se pozna razlika, mlajši, starejši, zrelost, nezrelost, več ali manj, ni nujno, ampak veš potem, da starejši tudi, ko je fant, da verjetno že ima kakšne stvari zorganizirane, ampak danes je res, ne vem, ljubezni najdejo tudi zelo starejši, pa ločeni, pa ne vem, toliko je tega, da ne smemo obupati. Jaz bom letos 30. No, saj tudi ti v bistvu si imela tako lepo zgodbo, tudi tebi ni šlo na tem področju, pa se je potem obrnila. To je res, jaz sem imela cel kaos na teh področjih, tako da, ja, se zgodi. Ampak te veš, kaj se te hodilo vprašati? Jaz bom letos 30, ne? In ko tako pomislim, nisem poročena, nimam otrok, biološka ura, tik-taka, pač kakorkoli se jaz lahko ukvarjam z nekimi meditacijami in vsemi temi zadevami, pač moram priznati, da te misli dejansko obstajajo. Kako si se ti počutila? Ker pred 30 letih
si po mojem nisi predstavljala, da boš zdajle par dni do roka, da boš rodila sinčka, čudovitemu, krasnemu, vrhunskemu partnerju, Bine je res tak car. In si nisi predstavljala verjetno, ne, to pri 30. Ne, še lani takle čas si nisem predstavljala, v bistvu, ne samo pri 30. Ja, mislim, šok tudi zame po eni strani, no, ampak po drugi strani, vedno sem si želela, ja, in poroke in otrok, ampak ko vidiš, da nimaš pravega partnerja zraven sebe, se ti to kar odmika. A pa se ti zdi, da je bilo tako, ne, pri 30-ih, da je bilo tako, da te je malo, ne vem, kakor panika, da te zažene ali pa, ne vem. Ja. Ne, malo ti una, ne, kakor da ti... Ja, malo te začne. Ampak zdaj je spet razlika, ali si ti mogoče v razmerju, ker takrat ti malo upanja še zmeraj ostaja, pa je mogoče malo lažje, če si pa samski in greš po 30, no, pa pol že tako mečken, da na vsake toliko časa spomne, da ja, nisi več glih 20, pa da nimaš pred sabo glih 10 let. Čeprav, ne vem, marsikdo pol reče, da je to v številkah pa v starosti je nesmiselno razmišljati. To so samo kronološke stvari. Alenka, ena stvar, ki te pa že nekaj časa spremlja, je pa tudi Tai Chi Qigong? V bistvu je Tai Chi, ja, 3 leta trenutno hodim na Tai Chi. Zraven imamo še potem malo tudi teoretičnega dela, tako zelo me zanima ta kitajska metafizika, pa za vsako leto mi je zelo zanimivo, recimo, kaj nam prinaša, kaj prinaša posamezniku, skozi kakšne mesece gremo. Je tebi prineslo leto tisto, kar ti je bilo ja, mi je bilo napovedano naraščaj ali poroka. Mislim, pač metafizika nikoli ni tista čisto konkretna, ni napovedovanje, napovedovalna stvar, ampak je nekaj pač v nekih okvirih. Tako da pač takrat, ko sem se o tem pogovarjala, še nisem imela načeloma partnerja, tako da sem rekla, v redu. Verjetno to bo pomenilo nek preskok, napredek, nikakor pa si nisem predstavljala, da to dejansko res lahko pomeni nosečnost. Wow, lepo. Ja, zanimivo bi bilo vedno na začetku leta si zapisati stvari, kaj dejansko ti leto prinaša, pa naslednje leto pogledati za nazaj, kako so se stvari res poklopile. Prav divje je to potem, ko gledaš. Alenka, si tudi prva v Sloveniji, ki si dobila Belly Armor dekco. Glede na to, da si še vedno izjemno aktivna nosečnica, še vedno urejaš stvari, mogla si tudi prenesti delo Anki, ki je krasna in te je tukaj zamenjala v tem času tvoje porodniške, veliko pri telefonu, veliko pri teh zadevah, pa si taka ozaveščena ženska, ne? Ja, definitivno. Velike informacije o vseh stvarih, tudi o tem sevanju, Wi-Fi, pa računalniki, pa telefoni in dejansko nisem sploh vedela, da obstaja nekaj, kar bi lahko pomagali ali pa zaščitili otročka, ki je tukaj tak ranljiv in še čist, ne vem, tak nedolžen. In zdaj smo res obdani s tokimi enimi napravami, non-stop neki telefoni v rokah. Tudi do pred kratkim sem še delala in sem non-stop za računalnikom. In dejansko sploh nimaš občutka, da res to vpliva na, mislim, in na tebe kot telo in pač kaj šele na otroka. Imamo eno tvojo slikco, ki si lepo pokrita z dekco, trebušček pokrit, takle, evo, takle ti počivaš in delaš zraven. A ne, da imaš boljši občutek. Jaz tudi dekco uporabljam, pa nisem nosečka srečka, ampak zgolj zaradi tega, da dejansko zaščitim organe. In imam potem kar boljši feeling, ker ogromno žensk tudi gledam, si dajo računalnik potem še na trebuh ali pa, in je dejansko direktno. Si našla praktičnost v tej dekciji? Ja, sigurno. Mislim, tudi za moške, konec koncev, če pogledaš, veš, ko si dajo oni vedno v naročje svoje premoženje, bi tudi lahko malo bolj pazili. Pri nas pa tudi, ja, jaz sem zelo velik uporabnik računalnika, moram priznati, in tudi Bine bi se strinjal, ker
vsak večer pred spanjem si rada pogledam kakšen film ali pa kakšno serijo ali pa kaj takega in si pač v poslu lepo naštemam računalnik zraven in gledam. In takrat se res pokrijem z dekco, ker včasih se zgodi, da zaspim za računalnikom in pač računalnik je potem še vedno prižgan in seva. In zdaj misel na to, da bi mi še celo noč sevala, bi bila res grozna. Ampak res moram pohvaliti, da me je presenetilo vse skupaj, ker mi tudi marsikdo ni verjel, da to deluje in smo potem naredili ta preizkus s telefonom, ko ga zaviješ in dejansko izgubi signal in ne deluje in vedno pač moram pokazati, da res deluje. Ja, zaradi tega, ker smo, veliko je teh nategov, tukaj lahko pa dejansko sam in vidiš in... Aha, okej, je, dejansko. Ja, jaz ti želim čim lepši porod. Se kaj bojiš poroda? Ampak to je normalno, ne? Sej, če nimaš izkušnje s tem, se bojiš tudi prvič iti, ne vem, na nek hrib ali kakorkoli. Ja, moram reči, da prebrala sem kakšno knjigo, pogledala sem si tudi tvoje prispevke, ker si pač imela dosti dul v gosteh. Zdaj pač oni govorijo iz izkušenj in verjamem, da so dale že marsikaj čez. Jaz zame to vse prvič in vseeno strah ostaja. Tako da malo se bojiš bolečine, malo koliko časa bo to trajalo, ali bo šlo vse v redu, ali bo otroček zdrav. Mislim, tako veliko enih misli. A veš, kaj ti povem? Če bi ti, oziroma ti tale trenutek v realnem življenju tole gledaš in si misliš, joj, Alenka, vse je v redu. Ja, verjetno za nazaj bo pa lažje. Pa ja, potem tudi pozabiš. Zdaj slišiš veliko zgodb in zdaj svojo si pa pač res ustvaraš. Tako da sem rekla, da kakor mi bo namenjeno, bom probala to. Bine bo s tabo? Ja, nujno. To zdaj moški kar so malo bolj, se mi zdi, so zraven žensk. Ja, bila sva v šoli za starše, tako da rečeno nama je bilo, da eden spremljevalec je lahko. Mislim, da po možnosti tudi dula, če bi se odločila za to. Tako da mislim, da partner je si najbolj vajen. Pa fajn je, da če je že človek, s katerim živiš, da te zna tudi tam malo pomirjati. Pa se mi zdi, da takrat so taki nebogljeni in da bi vse naredili za žensko in da se jim malo zasmilaš v očeh. Ne vem. Ja, tudi to sem že slišala. Tako da, ja. Je fajn, da te partner podpira. Sicer jaz sem zelo tak družaben človek, pa imam rada veliko ljudi okrog sebe, tako da za mene bi bilo idealno, da so še vse prijateljce v sobi, ampak ja, že ni mogoče. Vse lepo, itak smo na liniji, pa skoraj sosede sva, ne? Ja, tako. Hvala lepa, hvala lepa. Hvala lepa. Ti kar počak še tle, mi da se bova še malo pogovarjale. Vi na drugi strani pa, ja, kakšna je pa vaša zgodba? Imate kakšno nenavadno naključje? Dejte to z nami deliti. Na www.klepetobkavi.si najdete številne take zgodbe, tudi vse posnetke, minule oddaje, sicer pa pošljete te nenavadne zgodbe ali preko Facebooka ali na info@klepetobkavi, skratka, kjer je volja, je tudi pot. Dušni dogovor med sabo in potem dejansko že oni s pogovorom en drugemu pucajo določene stvari. Divja liga. Tako da je to pač čisto normalno, ne?